Lepo pozdravljeni v rubriki Znano o neznanem. Se še spomnite, kako je prebivalce Čeljabinska v Rusiji konec februarja presenetila in prestrašila eksplozija meteorida na nebu nad njimi? Njegovi drobci so povzročili kar nekaj škode in ranili kakih 1200 ljudi, vendar je to manj kot praska ob katastrofi, ki bi utegnil povzročiti padec večjega meteorida ali celo asteroida na naš planet. Dajmo na tem mestu razčistiti, kaj je to meteorid in kaj asteroid. Meteoridi so zelo majhna telesa, ki krožijo okoli Sonca, asteroidi pa so večja, čvrsta telesa, večinoma nepravilnih oblik, ki krožijo v glavnem okoli Sonca med Marsom in Jupitrom, v tako imenovanem asteroidnem pasu. Torej, padec večjega meteorida ali asteroida bi lahko z obličja našega planeta izbrisal kar celo mesto ali kakšno manjšo državo, Slovenijo na primer. Kljub temu pa je februarja tudi ta mala, prej omenjena praska sprožila vprašanje, kako to, da je znanstveniki niso mogli napovedati. Še več ljudi je celo vprašalo, ali imamo na našem planetu sploh kakšne čuvaje, ki bi nas lahko pravočasno opozorili na letečo nevarnost iz vesolja. Imamo, oziroma jih bomo v kratkem imeli. Medtem ko ameriški znanstveniki na Havajih razvijajo opozorilni sistem, ki naj bi nas že od leta 2015 dalje pravočasno opozarjal na nevarnost iz vesolja, pa je kanadska vesoljska agencija pred nekaj tedni že izstrelila v vesolje prvi satelit, ki naj bi izsledil nevarne asteroide v bližini našega planeta. Ta 20 milijonov ameriških dolarjev vreden in 74 kilogramov težak satelit v velikosti kovčka naj bi brez prestanka 24 ur dnevno preiskoval vesolje ter iskal objekte, ki bi nam lahko bili nevarni. Tehniki so ga posebej zasnovali za odkrivanje tistih nebesnih teles med Soncem in Zemljo, ki jih znanstveniki z opazovanjem Zemlje ne uspejo zaznati dovolj hitro. Na krožnici 800 km nad nami nas bo obkrožil vsakih 100 minut. Vesolje okoli sebe bo opazoval skozi zgolj 15 cm leče. Tako velike oziroma tako majhne leče imajo pripomočki amaterskih astronomov tu med nami, a v vesolju je z njimi mogoče videti veliko več. Tam namreč na leče ne vplivajo ne atmosfera in ne razpršeni sončni žarki. Satelit, ki so ga poimenovali s kratico NEOSat, naj bi tako v okolici Zemljine orbite zaznal še vsaj pol več asteroidov, kot jih lahko zaznamo s teleskopi Zemlje. Posnetke bo pošiljal na Zemljo v laboratorij Univerze v Calgaryju, ki je povezan s kanadsko vesoljsko agencijo. Podatki o asteroidih v bližini Zemlje, ki jih ti posnetki vsebujejo, bodo zelo pomembni pri določanju novih destinacij bodočih vesoljskih raziskovalnih misij. NEOSatovo oko pa ni uperjeno le na asteroide, marveč tudi na druge objekte, ki krožijo okoli Zemlje, od satelitov do njihovih ostankov in drugih vesoljskih smeti. Podatki o tem, kje so, bodo pomagali preprečiti neželena trčenja, ki utegnejo poškodovati satelite. NEOSat je tako prvi mikrosatelit, ki za razliko od teleskopov na Zemlji nenehno bdi nad vesoljskimi smetmi na širšem območju, brez omejitve geografske lokacije, ki hromi delovanje zemeljskih teleskopov, brez vpliva cikla dnevov in noči in brez vpliva vremena. Skratka, NEOSat bo, oziroma je že, budno oko nad nami, ki mu verjetno, upajmo, nobena smet ne bo ušla, kaj šele asteroid.